če se malo v to stroko spustimo, pa probamo kaj praktičnega iz nje potegniti. Recimo, da zdaj nekdo posluša, pa se sprašuje, kaj bi lahko naredil za svoj računalnik, da bi bil malo bolj varen. A je osnovna antivirusna zaščita dovolj? A je še recimo treba komplicirati glede tega, da damo nalepko čez videokamero? Kakšne imaš tukaj, kakšne hacke ali pa kako o tem razmišljaš? Ko vem, da imaš zelo skeptičen pristop do marsičesa zdaj, ko so ti odprti sistemi. Sploh tudi meni je malo neprijetno na iPhone-ih pritisniti allow full access, ko te kak app vpraša za galerijo ali pa kako postanje. Thoughts. Najprej bi poudaril to, da imam izkušnje z več operacijskimi sistemi. Nisem zdaj najbolj efficient ali pa zdaj prav strokovnjak, nek profesionalec, ampak si drugi najboljši v Sloveniji. V Sloveniji. V Evropi. Ne. Pač na srečo sem se z različnimi Windows operacijskimi sistemi, to je od teh navadnih Home, Pro, pa za strežnike tudi, no ti so tako najbolj pogosti. Pa neki sem se srečal z Linuxi, hvala, ki se delijo na te, ki imajo uporabniški vmesnik, torej da lahko ti z miško nekaj klikaš, eni so pač, da lahko samo upisuješ ukaze. Pa potem tudi, kar se tiče Appleovih sistemov, zdaj za računalniki nimam tako veliko izkušenj, sem pa imel, kar se telefona tiče, zelo dolgo sem imel Androida, zdaj imam pa že par let pač iPhone. Pa jaz za sebe uvrščam kot bolj napredne uporabnike, ko pač ne dajo sam telefona ven, pa na hiter nekaj spokličem, ampak hočem še kaj posebej za sebe nastaviti, no, če je to. Ali pa uporabljam neke take aplikacije, ki jih mogoče načeloma nekdo, ne vem, za dostop do nekega sistema, že to sem za službo rabo, take stvari. In zdaj, meni se zdi, da ful preveč se pozablja to, da največ tu šteje, da ti uporabnika naučiš. Zdaj recimo, jaz tudi za te stranke, ki smo jih imeli, govorim, največkrat se je ustavili, oziroma največkrat so bile težave, da so bili uporabniki, da niso pač vedeli za določene grožnje ali pa se zavarovati. In zdaj ful velik je phishing udarov. To pomeni, da recimo, če delaš v neki firmi in imaš svoj e-poštni naslov in na njega ti dobiš neko sporočilo, noter imaš nek link in zdaj ti zelo pogosto je v tem linku oziroma v tej pošti piše, da si ti naredil neko napako ali da se izdajaš za nekoga ali da prodajaš nekaj, da si naredil nekaj kaznivega in zdaj, če ti hočeš, da te oni ne bojo kaznovali, moraš ti nujno klikniti na tale link ali pa poslati podatke ali pa kar nakazati denar na neko banko. To sem enkrat nasedel jaz in mi je sesul. Rešil sem sam tako, da sem šel v safe mode, pa je bilo konec. Ampak že kot otrok je prišlo neko obvestilo. Ne vem, se spomnim slučajno igrice Club Penguin. Ja, tako to miniklip. No, ampak Club Penguin je bil pol ukinjen. Zaradi tega so bili neki serveri, ko so pač uživeli igrico, da kao si illegali jo ti igral. In prek tistih sajtov pol sem jaz dobil neko to obvestilo od slovenske policije. Ja, to je ful pogosto. Ja, to je tega je kar in pol je pač mi zakodiral komp na tak način, da ko si ga prižgal, je samo to obvestilo bilo, pa kam moraš cache nakazati, pa ne vem kaj. Ampak sem šel v safe mode, pa je bilo rešen. Se pravi phishing, a misliš, da je šlo tudi za phishing v primeru, kar je se zgodilo lani na Univerzi v Mariboru, ko je, da je na tak način do vdora prišlo v sistem? Da je eden notranji neki dobu, pa je odprl, da so pa dostop dobili. Ponavadi je to najlažje za sob, zdaj ko si me prej vprašal, kaj bi bil moj, če hočeš, quick tip. Najbolj, recimo, meni se zdi še vse največ teh phishing pač prevarno, da nekdo pride do tvojega sistema prek tebe v bistvu, ker zdaj je pač zaščita toliko na nivoju že, pa pač računalnik sam po sebi te toliko ščiti, da moraš ti nekaj klikniti, običajno. In zdaj jaz ne upam zdaj ful veliko soditi, ampak to je eden izmed najlažjih načinov, da pride neka škodljiva koda znotraj podjetja, ker načeloma vsi že imajo
ne vem, zaščito e-mail boxov, pač zaščito elektronske pošte, pa imajo požarne pregrade, pa imajo antiviruse. Ampak če uporabnik sam po sebi nekaj poklika, kar ne bi smel, če je prišlo mimo tega, je to ponavadi povzročitelj. Pač neka osnovna digitalna pismenost bo najbolj pomagala. Ampak načeloma, kar se pa osnove tiče, so pa programi, ki so že v napravah dovolj dobri. Niti treba zdaj plačevati licence. Za navadnega uporabnika jaz mislim, da načeloma ne bi rabo nič posebej. Okay. Če si pa ti malo bolj napreden, je pa fajn, da se izobražuješ o tem, kaj lahko preži, pa kaj so potencialne te varnostne luknje, bi rekel. No. Predvsem to, da se uporabnik nauči, kaj je v zuni, pa na kaj mora biti pozoren, pa kdaj je nekaj sumljivo. To se mi zdi najbolj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin, cin, cin. Kot tvoj avto zvok.